vsem. Vse, kakor že nekaj časa spremljamo opozorila iz terena, koliko je pomanjkanje zdravnikov, težave se pač stopnjujejo, povečujejo. Zdaj so podatki Evropske komisije 17. decembra, ki so prišli, ki kaže zelo pomenljivo primerjavo, tako da mi smo v bistvu te podatke dopolnili z anketo, ki smo izvedli med našimi člani. Odzvali se je skoraj 1900 zdravnikov in zobozdravnikov. Vsi ti podatki so že dostopni na naši spletni strani, kjer si jih lahko tudi prenesete. Ampak kaj takšni podatki dejansko pomenijo v praksi, bodo danes predstavili predsednica Zdravniške zbornice, profesor dr. Bojana Bejović, predsednik odbora za osnovno zdravstvo, Rok Ravnikar, kajti ravno na primaru so pač te luknje trenutno najbolj vidne, in pa predstavnik mladih zdravnikov, Luka Pozigača, ki pa z nami prek videokonference iz Beograda, ki ga pa tudi že vidite. Tako da uvodoma bi kar prosil profesor Bejović za besedo. Torej, lepo pozdravljeni in hvala za udeležbo. Jaz bom kar predstavila nekaj teh konkretnih diapozitivov s podatki in jih še nekoliko komentirala. Grem jaz s tem lahko naprej? Ali mi boste vi dali naprej? Bojaka, evo. Ja? No, to so podatki, ki jih je omenil gospod Brankovič. Gre za podatke Evropske komisije, ki so išli decembra lansko leto. In Slovenija se, kot vidite, nahaja med tistimi državami, kjer imajo več kot povprečno število medicinskih sester in manj kot povprečno število zdravnikov. Število zdravnikov se je v Sloveniji sicer v zadnjih letih povečalo, vendar ves čas nekako, da tako rečem, capljamo za tem evropskim povprečjem, ker se zaradi razvoja tehnologije, zaradi demografskih sprememb in zaradi večje zahtevnosti tudi prebivalstva, pravzaprav povsod po svetu, v razvitem svetu povečuje število zdravnikov, ki lahko seveda vse te storitve izvajajo. Tako da se nekako ne rešimo iz tega dela, z te polovice Evrope z slabo preskrbljenostjo z zdravniki. Naslednji diapozitiv, prosim. No, to so pa že rezultati ankete. Število ur opravljenih preko rednega delovnega časa. Mladi zdravniki so v tej temnozeleni barvi, svetlo skupaj. Kot vidite, 33% mladih zdravnikov opravi tam 49 do 96 ur preko rednega delovnega časa. Zdaj, če veste, ne je bilo 8 ur na teden preko rednega delovnega časa po direktivi. So to kar podatki, ki kažejo na čisto konkretno obremenjenost, ki izhaja seveda iz števila zdravnikov, ker je pač zagotavljati treba 24/7 zdravstveno varstvo. Naslednji diapozitiv, prosim. Povprečno število dežurstev, mladi zdravniki torej do 3, celo 4 do 6, v bistvu več skupaj, še starejši. To je malena slovenska posebnost, da dežurajo, pravzaprav jaz konkretno ne več, ampak marsikdo še v moji generaciji, ker so pač lokalno ali pa zaradi take stroke pač te potrebe. Ampak 4 do 6 dežurstv, vidite, 45% ljudi. To pomeni, da ste vsak teden en dan dežurni, to pomeni, da ste 2 dni nekje iz procesa oziroma naslednji dan upravljate nek minimum svojih nalog, čeprav ste recimo delate, ne? Ampak to izvajanje tega dela po dežurstvu je izredno obremenjujoče in lahko povezano tudi z varnostnimi zapleti, bom kar naravnost povedala. Naslednji diapozitiv, prosim. Zdaj, razmišljanje o odhodu, tudi neka problematična zadeva. Kot vidite, da skupaj mladi zdravniki, specializanti, to je skoraj 2/3. In potem 1/3 oziroma pri skupaj pride pri starejših, seveda je ta motiv nekoliko pade, ker so večje prilagoditve potrebne. Naslednji diapozitiv, prosim. Zdaj pa, kam bi šli iz teh svojih trenutnih zaposlitev? Kot vidite, mladi zdravniki vidijo perspektivo zlasti pri odhodu k zasebnemu delodajalcu. Lahko je ta delodajalec tudi v javni mreži, pri nas je en del takih, ker do neke mere sicer bi lahko rekli, da je to vseeno, ker pokrivajo pač tiste storitve, ki so v državi potrebne.
Ampak potem pa ostaja del medicine, ki ga pa ne morajo pokrivati zasebni izvajalci, tako imenovana težka medicina, torej do neke mere družinska, prav gotovo urgentna, intenzivne terapije, onkologije veliko, skratka, veliko te težke medicine, ki pa še vedno ostaja v državnem zdravstvu in bo vedno do neke mere ostala in rabimo seveda dovolj velik pool zdravnikov, ki so motivirani, da v tej težki medicini ostanejo. Ta del medicine je delovno bolj intenziven, po drugi strani zahteva tudi vedno dodatni študij, dodatno usposabljanje, vezanje z raziskavami, skratka, gre za v življenju zelo obremenjujoče delo, za katerega morajo biti mladi ljudje motivirani oziroma, da tako rečem, ustrezno kompenzirani, da ne bodo za, ne vem, 20-30% večjo plačo šli delati bolj preproste stvari k drugim izvajalcem. To se nam zdaj konkretno dogaja. Dobesedno, ne bom rekla na dan, ampak na teden slišim kakšno tako zgodbo, da se pač kolegi odločijo, da si bodo življenje po eni strani poenostavili, po drugi strani imeli pa nekoliko večje dohodke. Med specializanti je tudi izredno velika skupina, 1/3 takih, dobra tretjina, ki razmišlja o odhodu v tujino. To so danes generacije, seveda, ki so zrasle v tej globalizaciji, kontaktih s tujino, selitve niso več nekaj posebnega, tako da je to kar velika grožnja. Namreč, se veste, so nekatere države na svetu, ki v bistvu proizvajajo zdravnike za to, da ti zdravniki zdravijo ljudi torej v drugih državah. To se množično dogaja v vzhodni Evropi, dokler ni bil Brexit, so celi avioni čez vikende vozili med Poljsko in Veliko Britanijo, da so kolegi tam delali. Skratka, to se vse povsod dogaja in seveda mi ne bi radi postali država, ki bo izvažala vrhunsko izobražene kadre.